si je Jezus pregovoril množicam, komu naj primerjam ta rod. Podoben je otrokom, ki posedejo na trgih in kličejo tovariša, iskali smo, pa niste plesali. Peli smo žalostinko, pa niste jokali. Prišel je namreč Janez, ta ni jedel, ne pil, pa govorijo, hudega duha ima. Prišel je sin človekov, ta je in pije, pa govorijo, glejte, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestinarjev in grešnikov. In upravičena je bila modrost po svojih delih. To je Kristus za Evangelijo. Hvala tebe, Kristus. Zakaj so morali oditi v babilonsko služnost? Da jim je Bog dal zapovedi, da jih je svojo besedo vedno znova vabil k sebi in jim tudi naročal, naj se ne pomešajo sosednji narodi. In ker tega niso upoštevali, so se znašli v služnosti. In tudi v tej bolečini, ko so daleč od doma, prihaja prerok z Božjo besedo, z besedo tolažbe. Mir bo prišel zopet k njim, zopet se bodo vrnili v svojo domovino in zopet jim polaga na srce, naj se držijo Božje besede. Enako velja tudi danes za nas. Gospod nas vedno svojo besedo vabi, da hodimo za njim. In ko se znajdemo v preizkušnjah, v težavah, nam zopet pošilja svojo besedo tolažbe, da bi v notranjosti začutili svoj mir. Tudi po Evangeliju Gospod sam razlaga, kdo so tisti, ki so piskali, kdo so tisti, ki so bili povabljeni, da bi plesali, kdo so tisti, ki niso hoteli jokati, ki niso hoteli plesati. Gospod sam pove, da je prišel Janez Krstnik, ki je živel strogo, pa ga niso sprejeli. Je prišel Jezus sam, ki ni živel tako strogo in ga zopet ne sprejmejo. Človek se vpraša, koga bodo potem sprejeli, na koga se bodo obrnili. Mi, ki smo tukaj in se redno zbiramo pri Mariji Pomage, vemo, da je Gospod tisti, katerega se oklepamo, da je Gospod tisti, ki nam daje tolažbo po naši nebeški materi Mariji, po svetemu Leopoldu Mandiču in drugih svetnikih, tudi današnji sveti Luciji. In vemo, da v našo notranjost prihaja Božji mir. Mi se ne bojimo drugače mislečih. Oni se bojijo nas, zato ker prinašamo Boga v današnji čas, ki ga svet tako potrebuje. In ta Bog želi najprej prebivati v nas. Zato ga vedno znova vabimo svojo molitvijo, da bi Gospod vedno našel prostor v našem srcu in še naprej molimo drug za drugega, kajti to je občestvo molitve in prav s to molitvijo
se tudi prihajamo in pripravljamo na sveto leto, ki bo kmalu začelo veljati v cerkvi po vsem svetu, da bi v tem svetem letu tudi mi začutili, da Bog še posebej prihaja k nam z vsemi svojimi milostmi, z vsem bogastvom, ki ga nam skriva in daje po vseh zakramentih, od svete Evharistije, sprave, spovedi in vseh drugih dobrih del svinjenja, bodi si telesnih ali duhovnih. Vse to je, da bi začutili, da potrebujemo Boga in naj nam današnja sveta daritev v največji meri podari mir v naši notranjosti, kajti Gospod želi, da bi vedno On prebival v nas, potem bo ta mir napolnjeval nas in po nas tudi druge. Amen. Kristus, kralj večnosti,
vse naše rajne, naj postanejo deležni tvojega vstajenja. Dobri Oče, sliši tudi naše neizrečene prošnje, ki živiš in nas ljubiš vekomaj.